Turistično društvo Bled je zelo dejavno, sodelujete skoraj na vseh prireditvah, ki so tukaj na Bledu, med drugim tudi na svetovnem veslaškem prvenstvu za seniorje. A je tako? No ja, seveda sodelujemo v tem spremljevalnem programu in sicer je to program Okusi Bleda, kjer naše turistično društvo sodeluje s ponudbo tako imenovane postmodulje. To je pač en kruhek, ki je... To je tole, ki ga ima tukaj pred sabo, ne? Tako je, to je ta kruhek. To je pravzaprav postmodulja, to je kruh s sirom in pa česnom. In v bistvu je to kruh, ki so ga pekle mame s svojim otrokom, ki pač niso mogli počakati toliko časa, da bi bil kruh pečen. Potem so jim pa na tanko razvaljali testo in seveda potresle bodisi zasko, smetano, začimbami, to, kar so imele pač doma, in spekle v sprednjem delu peči, se pravi te krušne peči, in to je pečeno v 2 minutah. In seveda po tem ozoru, sedaj smo mi sami, naš član društva je naredil tako krušno peč, premično, ki je na prikolici, in seveda tako s to, bom rekla, s tem inovativnim proizvodom sodelujemo, avtentičnim inovativnim proizvodom sodelujemo na teh Okusih Bleda. No, nekako sem slišal, da teh postmodul, sem prav rekel? Postmodulja, ja. Kar veliko prodate? Ja, seveda jih prodamo kar nekaj, zaradi tega, ker moram reči, da je zelo okusna, da ljudje pač radi poskusijo nekaj drugačnega, nekaj avtentičnega z tega področja, in moram reči, da je res zanimanje za ta naš proizvod kar veliko. In kam pa namenite ta denar, ki ga iztržite? Ta denar, ki ga iztržimo, moram povedati, da vse delo, ki se tukaj upravljajo naši člani prostovoljno, ne. In seveda ves iztržek, ki gre, je strogo namenjen za nakup nadomestnega poslovnega prostora turističnega društva. Kajti obstoječi poslovni prostor, ki je v lasti društva, prihaja v letu 2028 v last Save hoteli Bled, in seveda mi želimo našim zanamcem pustiti poslovni prostor, da bodo lahko nadaljevali društveno dejavnost. In delamo prav zato, da bomo postopoma kupili nov poslovni prostor. Zakaj pa se še zavzemate na turističnem področju na Bledu kot turistično društvo? No, turistično društvo je pravzaprav neka civilna organizacija in seveda združuje skoraj 1000 članov. In seveda, kaj so naše bistvene naloge? Naše bistvene naloge so pravzaprav osveščanje prebivalstva in mladine v smislu razvoja trajnostnega turizma na Bledu, in v tem smislu pripravljamo tudi več posameznih akcij. Mi izpeljujemo ocenjevanje najlepše urejenih hiš, pa potem ocenjevanje najlepše ulice na Bledu in podobne aktivnosti, ki jih preko leta izvajamo. Koliko vas pa kaj oblast sliši? Prosim? Koliko vas pa kaj oblast sliši, tako občinska in druga? Naša občinska oblast. Glejte, naše turistično društvo upravlja v svojih prostorih tudi dejavnost turistično-informacijskega centra, kjer nas v času najvišje sezone obišče tudi več kot 500 gostov na dan. In za to dejavnost mi dobimo sredstva iz občinskega proračuna, ne, tako da seveda nedvomno sodelujemo z našo občinsko strukturo in z našo občino. Prav tako dobimo iz občinskega proračuna nekaj sredstev za našo društveno dejavnost in pravzaprav za vse zadeve, ki se dogajajo, kjerkoli se na Bledu nekako med sabo povežemo, tako društvo, tako Turizem Bled kot občina. Pravzaprav saj drugače pravzaprav ne gre, kot da vsi deležniki sodelujejo, če hočemo biti učinkoviti. Kaj si želite, da bi se na Bledu najprej izboljšalo? Ja, mislim, da tukaj ni nobenega dvoma, da vsi, ki živimo na Bledu in vsi, ki pač delamo v turizmu,
si najprej želimo urediti prometno infrastrukturo in mislim, da tukaj se nam obetajo svetlejši dnevi. Severna razbremenilna cesta se gradi, tudi za južno so pripravljeni določene aktivnosti. Ravno tako bomo zgradili nova parkirišča, tako da mislim, da to je nujno in brez teh dveh razbremenilnih cest, seveda trajnostnega razvoja turizma ni. Hvala lepa za ta pogovor, vaše cenjeno ime in priimek. Jana Špec. In pa funkcija? Predsednica Turističnega društva Bled.